Pozdravljeni v oddaji Kulturni raport. Danes si bomo gledali predavanje Pomorska preteklost Izole in njena dediščina, ki ga je vodila dr. Nadja Trčon iz Pomorskega muzeja Piran. Poglejmo. Zdaj bi rada v naši sredini pozdravila gospoda Uroša Hribarja, ki je direktorja Pomorskega muzeja Srbija Kočera Piran, in dr. Nadjo Trčon, muzejsko svetnico, ki bo danes z nami izpeljala ta lep dogodek v okviru Dnevov pomorstva. In Izolana je tudi ena izmed krasnih točk, na kateri bodo potekali letošnji dogodki. Upam, da boste uživali po predavanju. Sledi tudi eno krajše vodenje za vse tiste, oziroma za vse, za tiste, ki ste že obiskali Izolano in tiste, ki ste tukaj prvič. Tako da jaz bi uvodno besedo kar predala gospodu Urošu Hribarju. Zdaj smo zelo kratki. Tudi jaz v imenu Pomorskega muzeja bi vas rad skupaj lepo pozdravil in obenem bi izkoristil priložnost, da se zahvalim tudi kolegom iz uprave za pomorstvo, ki so nas letos v bistvu veliko močneje vključili v to proslavljanje Dneva pomorstva, ki bo v petek 7. marca, se pravi zdaj čez 2 dni. Jaz bom predal besedo kar Nadji, mislim, da jo vsi poznate, ne potrebuje kakšnega posebnega uvoda. In bomo nekako prikazala to kulturno dediščino in predvsem pomen kulturne dediščine za Izolo s poudarkom na kulturno dediščino Pomorska. Hvala. Dobar dan, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Pozdravljam vse, ki vas ne poznam, najprej vas. Potem pozdravljam seveda tudi moje sodelavce, ki so prišli iz Pomorskega muzeja. Pozdravljam izolske modelarje, pozdravljam člane oziroma, kako bom rekla, pomorce iz Luške kapitanije oziroma uprave za pomorstvo, kar je že Uroš pozdravljam, tudi kako se mi že zatika. In seveda pozdravljam tudi predsednika centralne sindikalne organizacije, Konfederacije sindikatov 90, Damjana Wolfa. To se pravi, da imamo zelo različne obiskovalce in jaz upam, da bom s tem predavanjem, ki mi je bilo sicer naloženo v okviru Dnevov pomorstva, ki jih ta teden praznujemo in obeležujemo, tudi zadovoljila vaša pričakovanja, vsaj upam. Zdaj upam, da mi bo to tudi teklo. Namreč, 7. marca 1991 je tedanja skupščina Republike Slovenije, takrat še ni bil parlament, pod predsedovanjem Franceta Bučarja sprejela resolucijo o pomorski usmeritvi Slovenije. In od takrat dalje v mestu je bilo malo, par mesecev po izglasovanem plebiscitu in par mesecev pred našo dokončno osamosvojitvijo. In v tej resoluciji so zapisali, da kakšna naj bi bila pomorstvo v neki novi državi, ki se je takrat obetala. Zapisali so, da je bil slovenski narod, bom nekaj tudi prebrala, je bil v svoji zgodovini, glede na svojo srednjeevropsko lego in s tem povezanimi primerjalnimi prednosti vselej pomorsko usmerjen. To usmeritev ohranja in jo bo razvijal tudi v bodoče. Prednosti, ki jih nudi izhod na Jadransko morje, sodobno pristanišče in pomorske dejavnosti usmerjena podjetja omogočajo vključevanje v mednarodno delitev dela in tako naprej. Takrat so zadeve zelo močno načrtovali, praktično najboljši, najbolj svetli pomorski. Med drugim so v tej pomorski resoluciji zapisali še, da bo Republika Slovenija vodila gospodarsko in razvojno politiko, ki bo tudi pomorsko usmerjena. Zato bo teh točke več, največji poudarek je seveda na razvoju Luke Koper, ampak da bo razvijala tudi pridobivanje hrane in druge dobrine z morja, to se pravi ribištvo, marikultura, solinarstvo in tako naprej. Dala sem ob tej slajdu dve zelo pomenljivi fotografiji. Ena je fotografija ladje Delamarisa, kombinata Delamaris, druga pa riba tik preden se je potem to ribištvo tudi nekako izginilo. Zakaj? Zato, ker tisto, kar je bilo v resoluciji zapisano, se je v vseh teh letih nekako
Saj, kar se tiče ribištva, zelo, zelo umaknilo. Vemo, da to bomo videli skozi predavanje, vemo, da tovaren za ribe predelovalno industrijo ni več, vsaj v Izoli ne. Ena še deluje, ampak deluje v Pivki. Ribolovnega podjetja, kot so bili Riba Izola, Istrija Peska in tako naprej, in potem tudi Velamarisovi ladje, ni več. In tisto, kar nam ostaja nekakšen spomin in pa to vrsta predavanja. In v tej resoluciji so tudi poudarili, da bo Republika Slovenija skrbela za umno rabo obalnega območja in ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Zato bo spodbujala razvoj pomorskega in prometnega šolstva in podpirala razvoj znanstveno-raziskovalnega dela v zvezi z morjem in pomorskimi dejavnostmi. To se pravi, tisti, ki prihajate iz pomorskega šolstva, veste, kakšna je situacija, kar se tiče ohranjanja kulturne dediščine, smo mi v Pomorskem muzeju, govorimo o premični kulturni dediščini, pa tudi o nepremični, o solinarstvu in tako naprej. Vemo, da ni vse na najboljši poti in kar se tiče tega, kako bo to podpirala, vselej smo pričakovali tudi, da bo Pomorski muzej Sergij Mašera, Piran, iz katerega sama prihajajo tudi moji sodelavci, prej ali slej dobil tudi status nacionalnega muzeja. Kajti, naš Pomorski muzej se nahaja, to se pravi, glavna upravna stavba se nahaja v palači Gabriel v Piranu. Vsi, ki ste bili v Piranu, veste, da je to tik ob Kondraču, tik pred prihodom na Tartinijev v trg. In v tem muzeju, ki je bil ustanovljen leta 1954 kot mestni muzej in leta 1967 preimenovan v Pomorski muzej Sergija Mašera, Piran, to se pravi poimenovan po narodnem heroju, narodnem junaku Sergiju Mašeri, so tiste matične osnovne zbirke, ki sicer zaradi pomanjkanja prostora nekako v drobcih prikazujejo tako zgodovino Slovencev, ki so se ukvarjali in bili povezani z morjem na kakršenkoli način, kot tudi pomorskih in pa gospodarskih dejavnosti ob morju, ki danes so še minimalno, ki so nekoč bile, vendar je vse skupaj zelo na majhnem in v drobcih opozarja pa. In tukaj moram povedati, da smo 2002 gostili svetovni kongres pomorskih muzejev z celega sveta in vedno smo govorili, kako smo majhni, kako bodo razočarani kolegi, ki so prišli iz Amerike, iz Avstralije in drugod. Dokler nam ni Američan, mislim, da bi celo predsednik rekel, nehajte govoriti, da ste majhni. Tukaj imate vse, da lahko pokažete. Res je, vsebine so v tem muzeju zelo, zelo bogate. Ker pa je tukaj bilo vedno premalo prostora, so se naši predhodniki začeli postavljati dislocirane enote. Prva je bila Tonina hiša v Svetem Petru, ki jo je bila odprta pod direktorovanjem še Elice Boškin Tome, postavljala je kolegica Zora Žagar. Potem muzej solinarstva v Krajinskem parku Sečoveljske doline, ki je bil odprt septembra 1991, moral bi biti odprt 3. julija 1991, takrat je potekala na tem področju, na tistem mejnem območju v Dragonji vojna. Naši sodelavci so šli opravljati zadnje postavitve, vendar se domov niso mogli več vrniti. Tako da so po solinskih kanalih nekako uspeli priti v muzej. Muzej solinarstva sedaj upravlja, ko me popravite, mogoče ne bo prav povedala, Krajinski park za Sečoveljske soline, vendar pa 4 hiše, ki so tam postavljene, je pod domeno Pomorskega muzeja in zato skrbimo mi. Tretja hiša je Tartinijeva spominska soba v Piranu, ki je v Tartinijevi hiši, kjer se je rodil Giuseppe Tartini in za katero strokovno tudi skrbi naš muzej. Naslednje dislocirane enote so
Zbirka ladjedelstva in vodnih športov v Monfortu. Zanjo je do sedaj verjetno še naprej skrbel Uroš Hribar. Tam se dogajajo tudi številni načrti in upam, da bodo zadeve tekle v širitev in po idejah, kakršne smo si zamislili. Naslednja zbirka, kjer smo sodelovali, je Izolana, Hiša morja, Izola, kjer danes sedimo. Res je, da z njo upravlja TIC, to se pravi Turistično-informacijski center Izola, da smo sodelovali z občino Izola, vendar pa smo vsebino postavljali iz Pomorskega muzeja, vsebina je moja, medtem ko postavitev in vse ostalo smo sodelovali z delavci Pomorskega muzeja. Imamo zbirka Splošne plovbe v Portorožu je zaprta. To je zbirka, ki je bila postavljena v konec 70-ih let in kjer se je bil predstavljen edini slovenski ladjar, splošna plovba z modeli, z razvojem. Vendar dejansko je ni več, so pa ostali predmeti, ladijski modeli in tukaj verjetno bodo še potekale različne reševanja in rešitve, ali bomo uspeli te ladijske modele oziroma zbirko splošne plovbe rešiti kot nacionalno dediščino in jo tako tudi razglasiti. Vsekakor je še nekaj velikega angažiranja. In zadnje, kar je tukaj še omenjam, na kar smo pa verjetno še posebej ponosni, je pa naša, mi pravimo tako imenovana muzejska flota. Imamo dve jadrnici, Galeb in pa Topo Adria. Jadrnica Galeb, za katero ste slišali, to lastnika sta bila Pija in pa Pino Mlakar in je, mislim, da že od konca 90-ih let naša last. Topo Adria je bil pa zgrajen kot replika, je bil pa zgrajen v okviru Malabarka 2, v katerem smo pa zelo intenzivno sodelovali tudi z Izolo. Izola imela svoje zadeve in v zgornjih prostorih je tudi en gajič, ki je bil prenovljen in pa restauriran v okviru tega projekta. Izvajalci so bili pa isti. Topota je gradil Toni Sinožič z ekipo in ravno tako je pri tem projektu delal Toni Sinožič z ekipo. To, kar sem pa napisala spodaj, virtualni muzej Malabarka, to vam pa svetujem, da se usedete pred računalnik in da pogledate ta virtualni muzej. To je ravno tako, ki je nastal med Malabarko 2, vendar je slovensko-hrvaška varianta, se pravi, mi smo morali narediti popis vse premične in pa nepremične pomorske dediščine tukaj na naši slovenski obali. Hrvati so naredili svoje in tukaj je zelo intenzivno sodeloval tudi Vinko Oblak, ki je danes z nami. Je pa ta muzej Malabarka, virtualni muzej, za moje pojme in moje ocene premalo poznan in ga res svetujem velikokrat, na tam dobite prve informacije in notri je seveda tudi vsa izolska pomorska dediščina. Tisto, kar sem zaželela še opraviti, ker je to, da tukaj malo bolj se napišem, kaj dejansko Pomorski muzej Cerkve Lošera je. To je tista teorija, bom hitro prišla in kakšna je razlika. Dejstvo je, da prej sem se tudi z uslužbencem TIC-a in pa vodičem prizadanja pogovarjala. Pomorski muzej se ukvarja z vsem, kar je pomorska. Pomorstvo je poslanstvo muzeja, zato je tudi postavitev v tej Izolani pomorsko usmerjena, medtem ko drugi muzeji imajo drugače zapisano. Skratka, tisto, za kar mi skrbimo, je, kot se reka, pomorska dediščina na obali in pa tudi po Sloveniji, tudi nekaj še v tujini. Dejstvo pa je, da muzej je pa, to pa moram da skoraj da prebrati, gre za novo definicijo ICOM-a, to se pravi Mednarodnega muzejskega sveta, kaj dejansko muzeji so. Ravno zaradi tega, ker velikokrat prihaja do
mogoče nepravilne uporabe ali pa celo vsaka zbirka je označena kot muzej. Ni vsaka zbirka muzej, lahko pa postane potem del. Muzej je namreč stalna in neprofitna ustanova, ki deluje seveda v korist družbe, raziskuje, zbira, konzervira, interpretira ter razstavlja snovno in nesnovno dediščino. Pravi, mora imeti vse elemente. Muzeji so seveda odprti za javnost, dostopni in vključujoči ter spodbujajo raznovrstnost in trajnostni razvoj. To se pravi, delujejo in komunicirajo etično, profesionalno in sodelovanju s skupnostmi, pri čemer omogočajo raznovrstne izkušnje za izobraževanje. Temu se v našem muzeju zadnja leta zelo posvečamo. Uživanje, upam, da boste uživali, če ne pri mojem predavanju, mogoče potem pri ogledu Izolane. Premišljevanje. Upam, da bo to predavanje na nek način tudi odprlo premišljevanje in pa seveda širjenje znanja. Muzeji niso zaprti, muzeji svoje znanje širijo. Izolana, hiša morja, to je, kjer smo danes, je v 2 nadstropjih. Tukaj je bil pred letom 2003 otroški vrtec. 2003 in 2004 smo pa skupaj z občino Izola postavljali zbirko ladijskega modelarstva v teh spodnjih prostorih. Takrat smo postavili tudi ulični muzej v Izoli, ki je bil v 16 lokalih, v kafičih, pri frizerki, pri upravljalnici, čevljarju in tako naprej. In zgoraj so pa imeli tako imenovani muzej Parencana, kjer je bila predstavljena železnica in pa vlakci. Leta vmes se je potem seveda še marsikaj dogajalo. Leta 2017 pa je prišlo v preimenovanje in pa spremembo vsebine. Takrat smo na osnovi zbirke ladijskega modelarstva, v katerem je bilo predstavljeno različni ladijski modeli, ki so po teh vitrinah, in pa nekateri modelarji iz Pomorskega muzeja Pirana, smo dodali seveda še nekaj o pomorski zgodovini Izole, nekaj o ladjedelstvu in škverih, ki so se dogajali v Izoli, in del je posvečen tudi Marcelu Blažini, pokojnemu Izolanu, ki je bil vrhunski modelarski mojster in ki smo mu predstavili razstavo, izdali publikacijo in tako naprej. V zgodnjih prostorih smo pa naslednje leto nadgradili še z dopolnitvijo ribje predelovalne industrije, ribištva, in tako kot bo potekalo moje predavanje nekako vzporedno, moški ribiči, ženske ribje delavke z različnimi eksponati, ki so večinoma last Pomorskega muzeja Piran. Tukaj jih je nekaj tudi že last občine Izola, ker so jih vmes odkupovali. In pa predstavljanje tudi Pietro Kopo in pa veliko, saj upam, takrat so delali, upam, da bi morali še zdaj izjemno veliko filmov z ribiško vsebino, ki smo jo skupaj s pokojnim Jožetom Černeličem zbirali v Slovenskem filmskem arhivu. Tako da vsebina je zaključena in namen tega je seveda, da bi se zadeve še širile naprej. Sodelavci in kolegi, ki so pa zaposleni v TIC-u in ki skrbijo za te stvari, pa jim so dodali seveda še tudi maketo z zgodovinskim razvojem Izola. Skrbijo, da se tukaj dogajajo tudi različne otroške in pa drugačne delavnice. Videla sem tudi na Facebooku, da posebej v počitnicah skrbijo, da se otroci tukaj zabavajo, da marsikaj izvedo. Tako da na nek način Izolana deluje in kakor smo se pogovarjali in se pogovarjamo, naj bi zaživela oziroma naj bi zaživela še malo bolj intenzivno. Tisto, o čemer sem pa nekako naslov je bilo treba podati, pomorska preteklost Izole in dediščina. Morate vedeti, da o pomorstvu in pomorski dediščini seveda lahko govorimo daleč nazaj, ampak to bom nekako na koncu povedala. Tisto, s čimer se pa jaz bolj intenzivno ukvarjam, je po pomorstvu nekako od propada Beneške republike, ki je vladala v teh krajih pa do včeraj in danes. In da je Izola tukaj v Istri igrala tudi pomembno vlogo. Sicer najmočnejše pristanišče, kar se tiče pomorskega prometa v avstrijski dobi, tako bomo zvonili telefon,
da je bil Piran, Koper je bil takrat najmočnejši vrh, pa Izola, lahko vidimo tudi po teh fotografijah, razvijala ne samo promet z jadrnicami, ampak potem tudi s parniki, predvsem tistimi parniki, ki so se začeli razvijati s pretovorom blaga in potnikov. Namreč, ko je 1717 bil Trst razglašen, oziroma takrat razglašena svobodna plovba po Jadranu, avstrijska država je to razglasila. In 1719 Trst kot prosto pristanišče so se vsi tokovi začeli usmerjati v Trst. Trst se je začel strašno širiti, tako gospodarstvo, kot tudi družbeno. Število prebivalcev se je ne podvojilo, potrojilo, podeseterilo, ampak ne toliko na račun naravnega prirastka kot useljevanja. Trst je postal dejansko cela Avstro-Ogrska v malem, multikulturno, multinacionalno mesto in kamor so se vezale tudi ta naša istrska mesta. Ko sem leta 1993 pripravljala razstavo o razvoju piranskega pristanišča in takrat sem bila še zelo mlada, in sem brala, kakšen je bil razvoj tega, sem v vsej literaturi našla samo to. Po propadu Benetk so istrska mesta zamrla, ni bilo razvoja, ni bilo ničesar, nič mi ni bilo jasno. Tukaj dobivam arhivske dokumente, ki kažejo na to, kako se je razvoj takrat Pirana močno razvijal, medtem ko literatura pravi nekaj popolnega drugega. In prav to vprašanje me je potem spodbujalo, da sem pravno s tem izhodiščnim vprašanjem delala magisterij in dokazala, da so se ta mesta, da se je to področje zelo razvijalo, ampak ni imelo nobenih šans, da bi se razvijalo enako kot Trst. Ampak tukaj vemo, ko te država podpre, to je podobno kot sedaj Ljubljana, se lahko razvijaš, medtem ko periferija ostaja periferija. No, ampak kljub temu pa je gost pomorski promet med Trstom in Piranom, Izolo in Koprom potekal vse do leta 1954. Ne samo drugo polovico 20. stoletja, temveč še celih 54 let. To trgovanje, oziroma najprej so trgovali s produkti, potem so trgovali, seveda, prevažali tudi potnike. Z razvojem industrije v Trstu so ljudje iz Izole, predvsem Izole in Kopra, hodili v Trst delati. Tam so ali v tovarnah, ali v različnih drugih gospodarskih dejavnostih, ženske pa predvsem tudi kot gospodinje, perice, mlekarce, prodajalke rib in tako naprej. Ja, če se pritisne. Tako, ja. Medtem ko so moški z lesenimi barkami, to se pravi s tradicionalnimi plovili, ki so bili Trabakola, Pelik, Bracera, tudi Topol, ki je bil sicer bolj za ribolov, vozili pa pridelke v Trst in nazaj. V Trst so vozili seveda ribe, vino, olje, oljčno olje, sol, tudi kamne, pesek, tukaj vidimo ribe na eni fotografiji izolski, to sem si sposodila iz spleta, kajti sicer splet ima tudi več teh skupin v Facebooku, Izola kot je bila nekoč, oziroma Koper, Ambot, Piran kot je bil nekoč in tako naprej. In tam se objavljajo številne fotografije, ki pa sicer ne povedo, odkot so jih tisti, ki jih objavljajo, dobili in tako naprej, ampak motiv pa je vendarle, motiv je zelo dober. Medtem ko so iz Trsta v Istro prihajali različni industrijski izdelki, različno blago, ki se je potem tukaj v Izoli in v teh mestih prekrcalo in se potem preprodajalo tudi v zaledje. In kot je napisano, najprej v tovorni, z razvojem industrije, pa predvsem delovne migracije, pa tudi turizma, potem v Portorožu, pa tudi potniški promet. No, tukaj so samo fotografije, ampak to sem si ravno tako sposodila prvo iz spleta. Sem iskala kaj. Gre za prikaz tržaškega pristanišča in tisto,
da je res videti, kako so iz lesene barke natovarjajo na voz kamnite bloke, kajti takrat so v Trstu izjemno veliko tudi gradili, je ta fotografija, ki se mi zdi fenomenalna, mislim, je pa iz ene fotografske hiše. Spodnja fotografija, ki prikazuje Travakolo v Strunjanu in pa tako imenovanem takem delovnem pristanišču, Karigodorju, in ki kaže, kako nalagajo na ladjo, je original hranjen v Prvinskem arhivu v Kopru. Medtem ko ta, ki je v Fiesi, je iz publikacij iz konca 19. stoletja in pa tukaj ribja tržnica v Trstu, kjer se je seveda prodajalo predvsem belo ribo, plava riba je namreč ostajala v Izoli. In ker tukaj sta samo dva Izola kot ribiško mesto, o tem bo danes malo več govora. Ribištvo je ena izmed najbolj pomembnih dejavnosti na tem področju. In za najbolj ribiško mesto, seveda to je zdaj že malo zlajnano, ampak vendarle je veljala Izola. Izola zaradi tovarn, zaradi ribje flote, vse tisto, kar nam sega naš spomin. Čeprav je bilo ribištvo razvito tudi v Piranu in tudi v Kopru. V Piranu predvsem lovne ciplje in te ciplji so omenjeni tudi v zgornjih prostorih, v Kopru pa tudi delovale so po vseh treh mestih ribiške zadruge. In ne bom uspela prebrati, da je tako temno. Ribiške zadruge, ki so, piranska je bila najbolj organizirana, tudi največ arhivskega gradiva, vendar je bila zelo močna zadruga tudi v Izoli. Moram prav, imam dokument, ki je zelo slab, ampak vseeno. Iz leta 45, 10. oktobra 45 so morali poročati iz Lučkega zastopstva Otok. Katero je to mesto Otok? Izola. Bila sem šokirana, jaz sem na Otok iskala, ampak sem je hitro klop, da so ga prevedli takoj po osvoboditvi. Na inspektorat pomorstva v Reko in so napisali: ovdje postoje dvije tvornice za konzerviranje riba, in to Ampeleja in Arigoni. Ova dvije tvornica imaju svoju vlastitu ribarsku flotu. Treće ribarsko udruženje, nova kooperativa Pescatori, u kojoj su udruženi svi ribari ovog mjesta. Sva ova tri društva rade skoro isključivo za ovi dvije tvornici. Skratka, da imajo in da upravljajo ta ribolov sa vrečastim mrežama, sa kaleva, povlečno mrežo menajdi, sa počo pa se redov škvaneri. In da je bilo, to se pravi, 24. oktobra 45, sadašnjo brojno stanje ribara Otoka znasa 410 ljudi. Ampak tukaj so zdaj prišteti vsi, tisti, ki so bili lastniki tovarn, tisti, ki so bili ribiči, tisti, ki so bili motoristi, svečari na ladjah in tako naprej. In ta fotografija, ki je tukaj, je pred Ampelejo, to je ribiška flota Ampeleja. Saj sta dejansko obe tovarni, tako Ampeleja kot je tudi tukaj na tem dokumentu razvidno, Ampeleja kot Arigoni imeli svojo floto. Res pa je, da je ta flota februarja 47, oziroma konec januarja, bila v veliki večini tako imenovano evakuirana v Jugoslavijo, to pomeni odpeljana iz Izole v Jugoslavijo, kajti takrat tik pred podpisom Pariške mirovne pogodbe med Italijo in Jugoslavijo z dogovarjani, kdo bo kaj prevzel, se je dejansko vojaška uprava bala, da bo to ozemlje pripadlo Italiji in da bo vse to prevzela Italija, in zato se je velik del te flote končal v Jugoslaviji, vendar pa, kako kaže dokumenti, ribja predelovalna industrija kljub takim nekim velikim odvozom ni bila kaj veliko oškodovana, saj se je drugače povezala z ladjevjem ribiške flote Istrija Peska, ki je bila takrat ustanovljena v Izoli.
Vse, kar sem želela, tukaj sem povedala že na začetku, gre namreč pri tem ribištvu osebno. Marsikdo, ki tukaj sedi, bi verjetno drugače zastavil in drugače razdelil to ribištvo, ampak jaz sem zgodovinarka. In z mojega stališča gledam to ribištvo vedno na dvoje. Na tisti moški del, ki je v glavnem ribaril, to so bili ribiči, in o ribjo predelovalno industrijo, za katero sem seveda vedela, da obstaja, vendar pa sem prvič sodelovala v projektu Pomorskega muzeja Sergeja Mašera še kot študentka in sem potem iskala za eno njihovo razstavo o Delamarisu arhivsko gradivo. Poslali so me v tedanjo Iris, to je prva Ampeleja, delala sem v arhivu, ki je bil v stavbi, kjer so hranili ribjo olje sredi poletja in verjemite, da takrat sem si rekla, Nadja, doštudiraj, da ti ne bi bilo treba delati v takih pogojih. Tako da sem se naučila, kaj pomenijo slabi pogoji in tako naprej, vendar sem na podlagi tega naredila nekakšen pregled v svoje diplomske naloge, pregled ribje predelovalne industrije, ki smo jo potem kasneje tudi nadgrajevali. To so pa fotografije dela teh mojih dveh skupin delavcev. Ravno tako tukaj, tovar Mandrač, v katerem so stare ribiške ladje, se pravi v začetku, v prvi polovici 20. stoletja in pa delavke v Ampeleji z gredelcami, kjer so sušile plavo ribo. V zadnju vidite, mislim, da je tam pokopališče ta del. Ni bilo še prostora za gredelnico, vendar je fotografija izjemno izpovedna in ena taka gredelca je razstavljena tudi v zgornjih prostorih. Enako izhodišče, ribiške ladje, Trska, Sulez in tako naprej, biser, ki jih je imela kasnejša riba Izola, kjer je danes tudi ostal tisti šper, in pa delavke v Delamarisu oziroma v Arigoniju, kjer so čistile ribe, vlagale, čistile zelenjavo, izdelovali pločevinko. In ko sem govorila z delavkami, ki so mi povedali, da so do pločevinke v Argo dvignile po ne vem koliko ton pločevine dnevno, ker so delale konzerve in so potem šle v penzijo za 400 evri ali 400 $, tako mizerno, da ti je po 35 letih delati, da te je kar stisnilo sindikalist, poslušaš? Kakšne nizke plače so imele delavke po celem letu, tega ni čudno, da so zgarane, potem si misliš, da kako malo je naša družba za te delavke naredila kljub, recimo tej pomorski resoluciji, ki bi morala biti bolj veljavi. No, trgovino z ribami sem seveda že tudi omenila, ribe so lovili ribiči, prodajali so se, kot je logično, na okoliških tržnicah, se pravi v samem mestu, Pirana, Izola. Ribe so kupovali tudi še v Winter, to so bile tiste delavke, ki so eni ponavadi označujejo samo za dele, kot jih je Tomši, za tistimi jajčaricami, ki so pobirale jajca, kupovale jajca, po iste prodajale v Trstu, ma niso. Nekako smo ta pojem uspeli razširiti tudi na vse tiste delavke, ki so živele v obali in prodajale tudi druge stvari v Trstu. In tukaj recimo vidimo šavrinko, ki gre, kaj pa spiskam jaz? Ki gre na ladjo z svojim košem in pa ravno tako iz Izole se vračajo domov. Lahko, da so med temi delavkami, običajno so bile mlajše, so tudi bile mlade žene slovanskega rodu, ki so iz tovarn oziroma iz zaledja prihajale v Izolo delat, kasneje, ko so se poročile, si zaslužile zabavo, so ostajale doma. In pa tisto, kar je bilo takoj po letu 1954, to pa je ribarnica v Ljubljani. Ribarnica v Ljubljani, ne vemo točnega leta, ampak zelo verjetno je med 54 oziroma 55 in 60 in kaže, poglejte, kakšna veliko povpraševanje je po ribi v našem mestu. In seveda preko
ladje oziroma preko kamionov in tako naprej so ribe oziroma ribje konzerve povezovale Izolo z ne samo državnim, ampak tudi z evropskim in pa svetovnim tržiščem. Najbolj je bil Trst, ki je pa vselej odkupoval tisto bolj drago, fino, belo ribo. Vse tisto, kar plavo ribo so običajno odkupovali od ribičev tovarne, bela riba se so pa prodajali v Trst. Tudi v časih, ko ni bilo dovoljeno, ko je bilo prepoved izvoza ribe v Trst v času med 45 in 47 in do 54 v času svobodnega tržaškega ozemlja, verjemite, ti prefligani Istrijani so našli pot, da so lepo belo ribo prodajali v Trstu. Tihotapstvo je bilo zelo, zelo močno. Tukaj vidimo prav ribjo tržnico v Trstu in pa eno izmed fonda razglednic, eno je razglednica iz našega fonda, ki imamo tukaj tudi študentsko zgodovine, ki ravno kar ureja, je razglednica Trsta, Molo Avdače, ki ni nič posebnega. Vidimo sicer parnike, ljudje odhajajo to, ko jo pa povečamo, nas pa kar preseneti, namreč to sta dva parnika, ki sta vozila za Koper in pa Valdoltro z napisi, tukaj so vidni napisi, in pa tudi Šavrinko, ki dobesedno teče na en izmed teh parnikov in pa drugi obiskovalci, oziroma potniki, ti parniki so običajno pokriti, zato da so lahko te ženske in potniki imeli neko varstvo in zaščito pred vremenom in pa tudi napise, ampak dokazuje, kako zelo gost monument je bil, ker je potekal večkrat dnevno med Koprom in pa Trstom, malo manj z Izolo in pa Trstom Trst. Vendar je to bilo. Fotografije, ki so zelo znane, to se pravi fotografije ribje predelovalne industrije, namreč leta 1879 je bila v Izoli ustanovljena prva tovarna, to je bil kasnejši Delamaris, francoska družba Société Générale Française je ustanovila. Bruno Volpi-Lys je sicer večkrat zapisal, da je bila to tovarna Roulet, kajti direktor te tovarne je bil Roulet, vendar pa tudi kasnejše razglednice z kasnejšega obdobja omenjajo tovarno s francoskim imenom. Pridružila se je zelo hitro, to je bila kasnejša tovarna, ki se je preimenovala v Ampelejo Konzervifiči, leta 47 v Ex-Ampelejo in na koncu v Iris. Potem naslednja tovarna je bil Argo, Arigoni, poznamo vsi, ostalo je danes še del vhoda in pa dimnik, ostalo so porušili, no ta Ampeleja naslednica dela v Pivki, ki je bila ustanovljena 1881, preimenovana v najprej Arigoni Argo. Med obema vojnama je pa tukaj svojo tovarno odprl tudi Giovanni de Grassi, Zemljeni Krk, Nördlingen, Trojan, Kompani, Toričani in tako naprej. Med obema vojnama je bilo teh tovarn veliko. Ki pa vojne pa potem niso uspele preživeti, so ostale samo največje. V Kopru je bila, tam, kjer je danes obvoznica, tovarna Depange oziroma tako imenovana de Langlade in kasneje preimenovana v Ikro in vse te tovarne, to se pravi Varhanek Argo, Ampeleja oziroma Ampeleja Iris in pa de Langlade in seveda riba Izola, so se leta 1959 vključile v kombinat konzervne industrije Izola Delamaris. To je bilo teh preimenovanj oziroma preimenovanj združevanj, od združevanj Ozdi, v Jugoslaviji se je takrat dogajalo marsikaj, tega treba še vse razjasniti, ampak med ljudmi je ta Delamaris ostal, čeprav ga danes pojmujemo predvsem s tovarno, vključeval pa je vse te tovarne, kasneje se je priključil k drogi, delali in predelovali so seveda, lovili so ribe, ne samo na slovenskem območju, hodili so
po celem Istrskem in pa delno Dalmatinskem. Na Lošinju so imeli svoje zamrzovalne hladilnike oziroma prostore, ko so iskali in naši urejali mejo med Hrvaško in Slovenijo. Morsko mejo smo na Ministrstvo za zunanje zadeve dostavljali dokumente, da so ribari tudi na Hrvaškem morju. Prodajali so potem, kako so imeli urejeno, večino so delali naprej, vendar pa se je potem, zadeve so se razvile tako, kot so se, počasi in postopoma so se tovarne začele zapirati. Tukaj je nekaj načrtov, ki jih hrani Pokrajinski arhiv Koper, gre za Varhanje in Arigoni in pa tudi za recimo Trojan and Company med vojno. Dejstvo je, da so za vse gradnje so morali izdati dovoljenja in popis izolskega gradiva je naredila tudi Vanda Bezelj, tako da tudi njen inventar se vsem tisti, ki jih to zanima, se izplača pogledati in se najde marsikaj. Reklamni, to je del reklamnega kataloga, ki pa vendarle pokaže in poda osnovne podatke, Izola Bistrija, Arigoni, Prodot Elementari, Sede Centrale, v Trstu, ampak niso bile samo ribe. V Arigoni so delali izjemno dobro paradižnikovo mezgo, predelovali so slive iz Bosne, okoliško zelenjavo, tako da so svojo proizvodnjo širili tudi na zelenjavo in pa na lokalne tržišče. Še ena taka ribiški flot je Ambeleja, Arigonja oziroma ribe Izola spodnja, mislim, da je celo razstavljena v teh prostorih, če ni tle, je tam nekaj zadaj. Gre za okrašene ribiške ladje, tudi mislim, da se jih tisti, ki ste delali v Izoli oziroma ste Izolani spomnite, gre za tako pomemben ribiški praznik, ki je bil verjetno eden največjih praznikov sploh v Izoli, kjer se je predstavljalo ne samo delo, ampak ribištvo nasploh. In pa tisto, da lahko vidite, koliko so te tovarne do leta 1947 sploh imele ladij, gre namreč ribiških ladij, gre za dokumente, ki jih hrani arhiv na Reki. Tovarne, ki so bile del ribiške flote Ampeleje, se pravi Iris Delamarisa, so se imenovale Ampeleja in so bile oštevilčene po številkah. Enako je bilo z Arigonijem, tukaj so bile drugačna imena, ampak obstaja spisek, katere ladje so imeli. In pa tretje, kaj sem dala? Ja, in tukaj so še druge ladje, ki so jih potem tudi prepeljali v Jugoslavijo. Sem jaz še dosti pretopila? Ne še? No, imovina je evakuirana iz kraja v Koper, ravno tako tukaj vidimo, dokument pokaže bolj natančno, kaj vse so prepeljali. In pa tisto, kar je danes nekaj da ostalo od fotografij, ki vse so končali, ti sočki zasoljeni rib, ne vemo, nekaj jih je razstavljenih, ampak dejstvo je, da je bil to material, ki je potem končal, kakor je končal. Ženske, ki so delale s pločevino in pa to, kar je ostalo in je razstavljeno tudi v zbirki v zgornjem nadstropju. Danes je nekaj takega, nemogoče so te fotografije že malo stare, pa je sodobnost še malo bolj kruta, to se pravi Argo Arigoni, zaščiten divnik, zaščiten vhod in tukaj naj bi se dogajajo že določene prireditve, oziroma vsaj predstavitve in načrti za naprej. Takšen je bil sprej, oziroma je tle še zelo dobro stanje. Delamaris, ulica z vhodom. Prej me je gospa vprašala, kaj pa je v Delamarisu danes, rekla, da sama niti ne vem. Vem, da je Klavdija Raspolič v tistih zapuščenih prostorih še snemala film o
o ribi predelovalni industriji, tako da mogoče kdo drug zna odgovoriti na to, kaj se dogaja v teh prostorih, sama ne vem. In pa še nekaj o drugi pomorski dediščini. Glavnina je, tako kot smo se že prej pogovarjali, seveda na ribjih in ribi predelovalni industriji, vendar ni samo to. Če želimo predstaviti Izolo kot celoto, seveda ne moremo iti mimo dveh ostankov rimskih pristanišč, to sta rimsko pristanišče v Simonovem zalivu in pa v zalivu v Viližanu. Sta bila rimsko, vsekakor moram povedati, da to ni moje področje, da je to področje kolegice Snežane Karinja, ki je danes z nami in če bo kdo kaj hotel bolj podrobno po njo vlogu, ne mene. Ampak vendarle, rimska pristanišča, ki sta bila zgrajena ob rimskih vilah in so tukaj v Simonovem zalivu, je mislim, da še vedno pod fakulteto za humanistične študije, ma nisem več prepričana, če to še drži. Ja, no, tako skrbijo zanjo. So pa naši delavci raziskovali pristanišče. Začela je z temi raziskavici Elica Bultin-Tome, v 90-ih letih se je potapljala tukaj tudi Snežana Karinja. Delovali so Peter Črče, Vladimir Kovačič je prihajal na pomoč iz muzeja v Poreču. Sam sem bila tu na terenu in mi ni bilo jasno, kaj tiste posebne pumpe srkajo iz morskega dna, vendar so tukaj res veliki kamniti ostanki rimskega pristanišča in pa Viližan, ki ga danes lepo vidimo. Prej smo ga videvali vsi, ki smo se vozili po tej obalni cesti, danes ga vidijo tisti, ki kolesarijo, tečejo, rolajo, se sprehajajo. Se pravi, je ob obalni cesti, nekdanji obalni cesti in pa se en del kamniti bloki, vendar se en del menda vleče tudi na drugo stran ceste, kjer je ruda oziroma Merkur. In kot sem uspela razumeti, ni še povsem raziskana, tako da to so tudi določene zadeve, ki jih lahko v prihodnje še na veliko razvijamo. Tisto, kar nekako sem uredila še kronološko, kar je treba še opozoriti, nekdo bo rekel, vse to pa ni pomorska dediščina, jaz pa trdim na nek način, da je. Gre namreč za Piranski kodeks oziroma Pietra Kopa. Namreč vsi poznate karto Istre iz 1525, letos praznuje 500 obletnico. In ravno prej smo se pogovarjali, mogoče bomo naredili še neko predavanje prav o tem kodeksu, ampak to je karta Istre, najstarejša karta Istre, ki je objavljena v Piranskem kodeksu, De Summa Totius Orbis, ena izmed 15 kart. Drugače je pa predstavlja res najstarejšo karto, bila je podlaga tudi kasnejšim kartam, ki so jih v atlasih Abrahama Orteliusa in še naprej. Medtem ko, če tisti, ki so pa bolj podrobno raziskovali te karte in dejansko tudi jo obravnavali, pa pravijo, da je izjemno natančna. Pietro Kopo se je namreč z barčico potoval od Izole in plul po istrski obali, tukaj nekje dokaj natančna, tle zmanjka. Označuje zalive, označuje mesta, označuje vodna zajetja, kar je bilo izjemno pomembno. In teorija je, da je zaradi posameznosti v prikazu obale, da se je izjemno možno hitro orientirati in kaže, da je imela karta prav začrtani cilj služiti pomorščakom na njihovi plovbi. To se pravi, če je to res, je to potem pomorska dediščina. Njen avtor je Pietro Kopo. Za njega ste slišali že vsi, Pietro Kopo, Kopo Park, Kopo Votok, Kopo Vona, ne še, potem boste šel v park Pietra Kopa. Pietro Kopo, Izolan. Imamo ga za Izolana, bil je pa rojen v Benetkah konec 1469, oziroma prva polovica 1470. Točnega datuma ne vemo. Niti točnega datuma smrti. Oboje je bilo namreč določeno na podlagi oporoke
oporoke, kar je predstavil njegovega sina, ker je njegovemu sinu, ko je zapisal v ne vem katerem letu starosti in tako naprej, te stvari podarjam temu sinu. Skratka, tako nekako so določili datum. Je pa veliko potoval, je šolan in 1.1.1499, to je pa točen datum, ker so našli poročni list, se je pa poročil v Izolo s Koloto Bihugo in je potem upravljal službo notarja, doma sodnika. Skratka, bil je zelo pismen. In zato sem tukaj izrezala Izolo iz karte Istre, tako nekako jo je narisal, ampak poglejte, tukaj piše Izola, tukaj pa San Simon in pa Saline, to se pravi narisal je Soline. In to je prvi dokaz in omemba, da so bile Soline tudi v Izoli. Se pravi, še čakajo na dodatne raziskave in očitno je res otrok, vidite tukaj neko povezavo v sredini 15. stoletja. Da je bil pa zelo, zelo pomemben, pa kažete ta dva dokumenta. To je namreč krstna knjiga v cerkvi Svetega Mavra tukaj v Izoli. To, kar sem obkrožila, nisem uspela bolj debelo, ne znam tega preveč dobro narediti, je omemba imena Pietro Kopo, tukaj, da je bil boter izolskim otrokom, rodnikima dvojčkoma, kajti takrat so zapisovali v krstne knjige botre, ne starše. In botri so bili tisti, ki so bili pomembni, ki so imeli tudi več denarja, kajti njihova naloga je bila, da ob morebitni smrti otrok skrbijo za svoje krščence. Tako da veste, ti zapisi in te omembe Pietra Kopa so tukaj pri vas v Izoli. In pa še tukaj, zakaj menim, da je to res pomorska dediščina, gre namreč, Piranski kodeks je knjiga. Piranski kodeks je knjiga, ki ima 3 dele. 3 dele, 2 sta rokopisa in 15 kart. Prvi rokopis je De Summa Totius Orbis, tukaj opis njemu tedaj znanega sveta. On je opisal, kakšen je svet. Zelo podrobno je opisal Istro, zelo podrobno je opisal Sredozemlje, medtem ko pri drugem svetu, drugih delih sveta mu je zmanjkalo, seveda takrat ni bila še odkrita Amerika, narisana je, kako je narisana, nekaj je napisal o Aziji. Je pa zelo dobro opisal, smo rekli, Istro. To je v drugem delu, v drugem rokopisu tega kodeksa, ki se imenuje Portolano. Portolano so bili zvezki pomorščakov, katerih so pač oni dobili osnovne geografske pomorščake, dobili osnovne podatke sploh za plovbo. In poleg tega Portolana hranimo v Pomorskem muzeju še en Portolan, mislim pa, da sta to edina 2, saj za tiste, kar jaz vem. In tukaj je uvod v Portolano, ki smo ga za razstavo 2001 tudi prepisali, transkribirali in se ga da lepo tudi potem s pomočjo prepisa se ga da brati. Brez prepisa je malo težko, ampak z prepisom pa se da potruditi. In to je še del Portolana, kjer pa Kopo omenja, to je ta predel tukaj spodaj, kjer Kopo omenja razdalje med našimi kraji. In tukaj pravi, da je, vidite, da od Milj do Mudža, od Mudže do Kopra, to se pravi tukaj, je koliko? Je 12 milj, od Kopra do Izole je 5 milj, od Izole do Pirana in od Pirana do Savudrije je ravno tako 5 milj. Se pravi, da tukaj v tem kodeksu so omenjeni naši kraji in pomorske razdalje. Tisto, kar sama ocenjujem še za drugo pomorsko dediščino, je izolski mandrač, oziroma vse, kar se veže na ta del. Namreč mandrači, danes je ta beseda kar posvojena in takoj, ko slišimo mandrač, vemo, da gre za notranje pristanišče, staro pristanišče, beneško pristanišče. Iz italijanske besede je mandrakjo,
V Piranu smo raziskave o razvoju piranskega mandrača, ki je bil nekoč današnji Tartinijev trg naredili, kot sem dejala, 92-93. V Izoli ne, ravno tako ne v Kopru, vendar pa fotografije same kaže, kako se je razvijal in mislim, da vsebina izolskega mandrača kar kliče po raziskavi, razstavi, publikaciji, predstavitvi in še tako naprej. Ker materijala je zdaj že dovolj. In lahko vidite od tistih, kako se je te stvari razvile, ampak vedno je bilo polno domačih tradicionalnih plovil, glavno letenih, kasnejših potem tudi od tovarne. Od same gradnje ob mandraču so sušili in pa šivali mreže in ta mandrač tudi običajno je najbolj slikovit in najbolj pomemben del tudi izolskih fotografij in pa izolskih razglednic. Ladjedelstvo. Tisto, kar smo dejansko tudi tukaj na tej steni, na tej steni tukaj poskušali predstaviti, to so fotografije Marjeta Magajne iz Trsta, da je bilo ladjedelstvo tudi v Izoli. Več ali manj znamo povedati, da je bilo ladjedelstvo močno razvito na območju današnjega Bernardina, kjer je hotelsko naselje in tam je bila ladjedelnica vse do leta 1974. Sama se spomnim, da so nas kot otroka peljali na tedanje gradbišče in potem je kar naenkrat smo se tam začeli sprehajati med hoteli. Ladjedelnica je šla, so jo pa preselili v Izolo. V Izolo, to se pravi na to območje pred Ampelejo proti morju. Danes dejansko v taki obliki kot ladjedelnica tudi oktober tam ne deluje več. Tukaj vidimo datum, niti ne vem točno, kateri je, ko so še za dolg odpeljali iz izolske ladjedelnice in danes lahko še nekako vidimo samo še napis. Blizu pa v Izoli pred tem organizirani oziroma sodelovali škveri. Škveri je pa manjša ladjedelnica, vsaj tako jo je pomorska vlada v Trstu vedno opredelila. Za manjšo ladjedelnico, manjša površina, da številčno pamet niti ne vem, kjer lahko izdelujejo in popravljajo manjše ladje. Vse, kar je bilo tega in so bili škveri in delovali so predvsem na nekem principu obrti. Medtem ko gradnja železnih ladij, pravilo železnih ladij je pa že bolj slonela proti industriji. Ta škver je bil naprej proti svetilniku. Ta škver spodaj je pa tam, kjer je danes bila riba oziroma med turistično šolo in marino. Ja, tam je še vedno veliko mrež in pa ostanki škvera na tistem področju. Tukaj so predstavljali, seveda popravljali tudi svoje ladje, saj so imeli naprej v svojem delu. Pomorska dediščina, za katero še zdaj ne vemo, kdo si jo prisvaja, ali Izolani ali Koprčani. Namreč, med Izolo in Koprom se je potopila velika preoceanska ladja Rex. Leži približno, njeni ostanki še vedno ležijo približno 20 metrov od obale in po zadnjih podatkih naj bi bil, tako kot so dejali, še vedno skoraj da cel trup, en del trupa, te oceanke še vedno pod morjem. Tukaj vidimo, kako je, to so posnetki iz leta 2008, ki jih je opravil še pokojni oblikovalec Dušan Podgornik. O ladji Rex smo izdali tudi knjigo, ki je februarja, ki je z lanskim datumom tudi išla, to se pravi ponovno išla, ponapis je narejen. Prva naklada je v trenutku pošla, govori pa celotno zgodbo o ladji Rex, to se pravi vso tisto troplastnost od blišča, propada pa do obojenega spomina. Seveda so avtorice sta Snežana Karinja, Bogdana Marinac in pa Franko Juric z številnimi sodelavci.
Predstavili smo pa seveda tisto, kar želimo mi na tem mestu, se pravi propad in obojeni spomin. Tisto, na kar smo najbolj vezani. Ladja Rex, ki je leta 1933 dosegla tudi modri trak za plovbo med Evropo in pa Ameriko, ki je bila ladja zgrajena v duhu tedanjega fašističnega režima, megalomanska, vse je bilo najboljše, najlepše, najbolj krasno. Na kateri so pluli veljaki tedanjega časa in ki je potem svojo življenjsko pot končala tukaj 8. septembra leta 1944. Med vojno je bila namreč po zadnjih plovbi je bila iz Napolija, Genove in Napolija pripeljana in mimo Pule pripeljana v Trst, kjer je bila vse do 5. septembra 1944. Takrat po kapitulaciji Italije je prevzela nemška vojska. 5. septembra so se pa ti Nemci odločili, da jo umaknejo iz tržaškega pristanišča. Zakaj? Še vedno ne vemo. Sicer v to se je zdaj zakopal Daniel Grmek, ki raziskuje tudi nemške arhive, bomo videli kaj novega. Vendar je ta ladja nasedla med Izolom in Koprom. Zdaj, ali namenoma ali nenamenoma, to bojo povedali pomorci. Namreč ne verjamemo, da so bili nemški pomorščaki tako zelo slabi pomorščaki, da ne bi vedeli, kako zelo plitka je tukaj, plitka je naše morje. Druga teorija pravi, da so jo namenoma zapeljali na to plitko morje, predvsem zaradi tega, ker so vedeli, oziroma takrat se je že dogajalo bombardiranje Trsta, ki se je začelo junija 1944. Saj so mislili, da dokolikor bo ladja poškodovana, tudi tako, kot je dejansko bila nagnjena, da jo bodo lahko po vojni še usposobili. Če bi jo pa pustili nekje na globljem morju, bi bile pa seveda težave tudi z dvigovanjem. No, ladja je končala tukaj in po vojni se je pa začela tista zgodba, ki je tudi najbolj navdihnila vse nas. Ladja je bila raketirana, gorela je več dni, eni pravijo 3 dni, eni pravijo 8 dni, vsekakor je gorela. Dim je, ker je to naš prostor tako zelo majhen, žeden, zakuri na njih in malo zelenja, pa se dim dviguje zelo visoko. Kaj šele pri taki ladji, kjer je bilo na njej še ne vem koliko ton nafte. Leta nazaj sem imela za vodstvo v muzeju tudi skupino iz Marezik. In je bila ena punčka, ki je rekla, joj, moja nona je tudi videla, kako je gorel Rex, so se tekli skrit v kokošnjak. Da si predstavljate, ljudje so se pred letali tekli skrit v kokošnjak. Kaj bi se zgodilo, če bi slučajno bombardirali, verjetno bi ta kokošnjak šel, ne? Ampak spominjala se je in tek spomine in ostanke je zbirala predvsem Bogdana. Vidimo tukaj, kakšna je bila ta ruševina po gorenju, ampak bila je pa zelo primeren prostor, oziroma primerno veliko površino je imela tudi za številne grafite, oziroma napise, da moramo, tukaj manjka nam je napis, ampak per essere migliori di ieri, verjetno bodimo boljši, kot smo bili včeraj. Propagandni napisi v duhu tedanjega časa so bili seveda močni. Spodaj je fotografija prve generacije dijakov pomorske šole, lastnik je bil pokojni Boris Kaluža in zadaj vidimo Rexa. Prav tako sem v knjigi o Savinju Landi objavila fotografijo, kako so dijaki te šole veslali proti Rexu, zelo lepo ga je vidno. In pa potem, ko so Rexa začeli rezati. Namreč, pomorska uprava povojne Jugoslavije in inšpektorat pomorstva je takoj po vojni zahteval od vseh luških kapetanij, tudi tisto poročilo, ki sem ga prej prebrala, da morajo sporočiti o vseh potopljenih objektih, so napisali
v njihove morje. Se pravi, vse tisto, kar je jugoslovanska uprava imela, tako da so naši prijavili Reksa, se pravi, Luška kapitanija Piran je prijavila Reksa, prijavila je Mavno Roza in predvsem so to prijavljali bombe, ki jih je bilo ogromno, in pa mine, in to so morali počistiti. Ravno z namenom, da počistijo plovne poti, kajti zelo so načrtovali naj bi te plovne poti čim prej usposobili. Komisije so tisto, kar so uspeli dvigniti, so dvignili. Komisija je pa za Reksa ugotovila, da je tako hudo poškodovan, da ga nima smisla oziroma nima pomena dvigovati, temveč, da ga je bolj, da ga bodo razrezali. In začeli so z podjetjem Brodospas iz Splita, ki je začel rezati Reksa in trajalo je rezanje od 49 do 58, tako da so letnice prave. Ker so rezali po kosih, po obdobjih. Obstaja pa tudi filmček, ki ga hrani Slovenski filmski arhiv, vendar je plačljiv in ne vem koliko avtorskih pravic in 15 dovoljenje bi bilo treba podpisati, da bi do njega prišli, ki ga je posnel Božidar Jakac in ki zelo lepo kaže del Reksa, že zelo zarjavelega, kako ga še vedno režejo. Na Reksu je kot delavec Brodospasa deloval tudi takrat v Izoli živeči Anton Jagodnik. Njegova družina še vedno živi v Izoli in njegova snaha nam je posodila fotografijo in Anton Jagodnik je tudi edini potapljač, ki je zaradi dela na Reksu umrl. Tako da bil je pa doma iz Podgrada, tam pod Brkini in mislim, da smo dobili lahko tudi neko novo zgodbo, čeprav je takrat tragična. To, da se je zgodba o Reksu začela seveda na veliko in na široko publiki, mislimo, da je zasluga Marjana Kralja. Marjan Kralj, ki je v Izoli odraščal, kjer so se otroci tako iz Izole kot iz Kopra, prav in tako naprej igrali, dvigovali marsikaj, kar je morje prinašalo tudi na obalo. In on je zbiral stvari, sodeloval z različnimi avtorji, medtem ko smo pa mi v Pomorskem muzeju odkupovali posodje, ki naj bi bilo uporabljeno na Reksu, pridobili smo ogromno drugih predmetov in že 2008 postavili to predstavo. In knjiga, ki jo predstavljamo, ki je na možnost tudi za nabavo publiki, pa poskuša predstaviti vse tiste ljudi, ki so dodali nekaj tej zgodbi v Reksu. Seveda je tudi Marjan Kralj in seveda so tudi drugi, ki so na tak ali drugačen način to zadevo promovirali. Na tej fotografiji sta pa dvojčka, bratec in sestrica, Dušan in pa Jasna Podgornik. Dušan Podgornik, naš pokojni oblikovalec fotograf. Zadaj je ostanek Reksa, še ena fotografija obstaja in to sta sedaj naslovni fotografiji naše knjige. Reks pravi najbolj impozantna, najbolj velika in takšna zgodba. Vse to, kar govorim, je tisto, kar zdaj že 10 in še več let, 20 let, se moja generacija pogovarja z občinarji v Izoli. Začele so se pa te zgodbe že daljnega 1972, ko se je z zgodbo, da bi bilo potrebno v Izoli postaviti ribiški muzej, začel ukvarjati dr. Miroslav Pahor, tedanji direktor Pomorskega muzeja. Eden izmed poskusov, da bi to začeli, je bila prav leta 2004 ulični muzej, kot sem dejala že prej, v Izoli z 16 lokali. Eden izmed teh je bil tudi Piharja stekla Matjaža Vonoška, pokojnega, mislim, da pred kratkim. Že takrat je bilo nekako ves čas v igri, da naj bi bil ribiški muzej v Albu, mislim, da je bilo leto 2001, ampak ne, da bi bilo bo. To je pomembno, že 2001 so Primorske novice pisale, da bo muzej v Albu. Skratka, zelo neka dogajanja so se dogajala. S tem smo poskušali reklamirati seveda tudi zbirko modelarstva, to je ta, in pa uličnim muzejem.
in pa logotip, ki je bil seveda tipično ribiški, se pravi srdelce, izolske srdelce, ki naj bi povezovali ribištvo, ribljo industrijo in tako naprej. In tega mislim, da ga ne vidite po Izoli, kajti ulični muzej nikoli ni zaživel tako, kot je bil namenjen in je potem po preteku projekta tudi nekako bil ukinjen. Tukaj moramo omeniti tudi projekt Ribin, pa verjetno še kaj je bilo, kar se je v Izoli pripravlja, namreč z ustanovitvijo agencije Adrion, kje je Škerlič? Ja, Adrion, ki jo vodi Iztok Škerlič, se je začelo zelo intenzivno pripravljati različni projekti, kako in kje pripraviti mogoče ne samo bodoči ribiški muzej, temveč nek objekt, nek kulturni dom oziroma neko središče, ribiško središče, kjer bo sestavni del ribiški muzej, kjer bo sestavni del tudi morda kulinarika, kjer bi lahko pripravljali ribiški jedi, kjer bo pedagoški kotički, kjer bodo lahko otroci pridobivali določeno znanje, prostor za ribiče, kjer naj bi se ribiči družili in tako dalje, z različnimi deležniki. Mi smo bili kot Pomorski muzej bi pri tem, to je bil takrat Lasistra, ampak zadeve so potem potekle naprej. Pripravljeni so bili tudi že načrti, mislim, da 2 leti nazaj smo predstavljali te načrte na občini Izola. In zdaj trenutno ne vem, kje smo. Ne vem, kakšno je stanje. Dejstvo je, da smo nekako vsebine okvirne so določene, okvirni popis materiala je, nismo pa uspeli zbirati, kaj še vedno je pomanjkanje prostora. In upamo, da vendarle mogoče od ideje leta 1972, da bomo v neki določeni obletnici in pa seveda z razumevanjem in pa angažiranjem to pripeljali do konca. Vsekakor imamo v Iztoku Škerliču, Adrionu, v Ticu, Dejanu Kocijančiču in njegovi ekipi sodelavce, s katerimi sama ocenjujem, da bi to zmogli. No, tukaj samo še zakaj mislim, da tukaj ne gre pri Muzeju morskega ribištva samo za sodelovanje delo Pomorskega muzeja. Pomorski muzej lahko po mojem mnenju postavlja vsebine, lahko postavlja, povezuje vse te zadeve, ne more pa biti edini, da potrebno je seveda sodelovanje vseh. In tukaj apeliram tudi na posameznike, ki imajo karkoli, da nas kontaktirajo, da povedo, kaj bi lahko prispevali od predmetov, ustnih informacij in tako naprej. Je pa res, da se z različnih koncih, tudi univerza in tako naprej pripravlja različne vsebine, tako da se na nek način tudi krešajo ti različni interesi. Mislim, da sem prav na koncu. Ja, to je bilo to, ne? Povedala sem vse od začetka do konca. Mislim, da največ pove to, ki danes ni več, ampak tako nekako je šlo. Povem tudi, kaj zelo veliko pomenijo fotografije, ki so izjemen dokument časa, namreč ta fotografija je prekrasna, ne? Ribiška barka, mrež in tako naprej. Ampak zakaj sem jo jaz izbrala? Zaradi teh lukenj, to se pravi, miniranega pomola, ki so ga Nemci v odhodu iz Izole minirali in ga je potem pomorska, jugoslovanska slovenska oblast dolgo časa potrebovala, da so ta pomol tudi popravili in renovirali, da je potem bil. Na podlagi tega je mogoče marsikaj datirati in želim povedati tudi to, da fotografija lahko podaja več informacij. Neko fotografijo lahko gledate tudi 15krat in 14krat boste videli samo to mrežo, 15krat boste videli, kakšno frizuro ima ta ženska, v bistvu kaj iščete. Tako da, glejte, in te fotografije ste lahko neštetokrat že videli, danes ste jih mogoče videli malo drugače. Jaz se vam zahvaljujem za pozornost, končala sem pa seveda tako, tukaj bo seveda
so ribiške barke, ki grejo v naše ribiške modele, ki so najprej končali v Pomorskem muzeju. Aha, tukaj imam pa še biser, ki sem ga pozabila povedati. V mali barki 1 je bil obnovljen tudi biser, takrat je tudi Uroš sodeloval in podajal smernice, kako in kaj naj bo razstavljeno, kako naj ga prenovijo do tega kajiča in pa bo tukaj po Muzeju morskega ribištva, ne, to pa še ne vemo. Upamo pa, da ja, in da če ne prej se srečamo na otvoritvi Ribiškega muzeja. Hvala lepa. Jaz sem zaključila, zdaj bojo še povedali organizatorji. Ja, hvala Nadja za izčrpno predavanje. Zdaj, če imate kakšno vprašanje, ste na vrsti vi. Dajte izkoristiti, dokler je Nadja še z nami, ker je zakladnica, tako da kar izvolite. Ja, to bi lahko povedati, ne. Mene zanima, Alenka Krajcar z Univerze na Primorskem humanistične fakultete. A ste to že kje objavili, oziroma kdaj lahko pričakujemo objavo? Za Reksa vem, ker smo tudi študenti bili prisotni na predstavitvi knjige, ki je bila v Kopru. Skratka, zanima me, kdaj se lahko nadejamo objave, kakšne širše o tem. Ja, hvala. Vse, kar je tukaj, dejansko že objavljeno. Vse. Namreč, kar se tiče, recimo, Petra Kopa je objavljeno v publikaciji, ki jo dobite v Pomorskem muzeju, tako je še Piran, kodeksu in tako naprej. O rimskih pristaniščih so objave v eni prvih številkih analiz. Tako da tudi tam Snežana Karinja je o tem pisala. O ribištvu, o muzeju, o idejah smo sodelovali delavci v projektu Kultura na narodnostno mešanem območju in so te vsebine objavljene. Bilo je pa to konec, še preden se je ustanovil ZRS. Evo, ne vem točno, da je ZRS. Ja, se upravičujem, jaz sem imela bolj v mislih podobno modelo, kot ste naredili za Reksa. To pa verjetno... O ribištvu? Ja. Ne. Te še nimamo, so pa posamezni drobci. O ribištvu, tako kot za Reksa, sem jaz en velik poglavje je v moji knjigi Usidrali smo se na morje, kjer sem te stvari nakazala in v različnih člankih. Monografija o ribištvu pa dejansko še ni, vsaj ne z naše strani. Je bilo več poskusov, tudi drugih avtorjev, ki so se pač potem odločali, kako so se, ampak v stilu Reksa pa še ni. Hvala. No, to me je hvala. Ampak dejansko vse nekako pa je že nabrano, ne? Nabrano je bibliografija. Hvala za idejo. Si slišal, Uroš? To je bilo za danes vse. Hvala za pozornost in nasvidenje.